Mnogi Kamničani se sprašujejo, zakaj še vedno potekajo dela na obvoznici, saj vse kaže, da so končana. Nam lahko poveste? Ta projekt, ki je trajal 4 leta, vodi država, Direkcija za ceste oziroma Ministrstvo za promet, zato ker je šlo za 4 proračunska obdobja in zadnja rata ali zadnji del bo plačen v prihodnem letu iz proračuna 2009. Najprej se je seveda ustavilo pri drugem razpisu za drugo fazo, ki je direkcija dala precej pozno, no potem je bil podpis za izvajalce MSCT preko javnih naročil izveden. Zapletlo pa se je spet, ker je v brežini Kamniške Bistrice lani 18. septembra padel zid oziroma škarpa in potem je bilo potrebno narediti projekte. Hidrotehnik je naredil projekte za 125 000 evrov, Ministrstvu za okolje in prostor, manjkalo je denarja pri Ministrstvu 50 000. Potem smo mi iz tega projekta, torej občina, našli 50 000 evrov, pa izvajalec Hidrotehnik še ni bil pripravljen za bagarji priti v vodo, ker je imel delovišča druge. No, to so zaključili, tako da so minuli teden zaključili delo tudi delavci STD-ja, Pločnik in Kolesarsko stezo. Spet pa se je zapletlo pri razpisu za izvajalca za utrditev brežine oziroma namestitev varovalnih mrež. To pomeni, da je spet prišlo do Državne revizijske komisije, kdo bo izvajalec, in na koncu je Državna revizijska komisija odločila, da bo za 200 000 evrov brežino utrdil oziroma zavarovala firma Puh. Spet se je postavilo vprašanje, kdo bo pa plačal gozdarjem, da bodo odstranili ta drevesa, in spet je bila občina tista, ki je našla 12 000 evrov, da je gozdar posekal drevesa v našem območju. Spet se je pojavil pa lastnik tega hriba, teh gozdov, ki je na nek način napadel gozdarja, kaj dela v njegovem gozdu. No, ta stvar se je zdaj rešila in zgodba se odvija naprej, tako da bodo še ves mesec delavci Puha vrtali hrib oziroma v skale vrtali ležišča za močne železne stebre, kamor bodo namestili tudi to ograjo, in potem mislim, da bo tudi z inšpektorskega vidika jasno, da je cesta varna in da bojo odprli tudi ta četrti pas. Problem pa je v tem, da so v minulih dneh delavci Puha zaprli četrti pas, tako da sem sam osebno pri direktorju ukrepal, da je vsaj en del tega direktnega četrtega pasu sprostil, seveda pa cestišče tudi zavaral. Upam, da bo v prihodnjih nekaj dneh, pravzaprav v dneh po novem letu, četrti pas res normalno vozen in seveda tudi 4-pasovnica. Ali bo tudi uradna otvoritev? Ja, računamo, da bomo tam sredi januarja to uradno otvoritev pripravili. Mislim, da je prav, ker je za zalogaj blizu 1,5 milijona evrov, od tega blizu 40% občinskega, torej kamniškega denarja. Prav, hvala za pojasnilo.